Kot je že domen omenil, me predvsem ta študij umetnostne zgodovine, konzervatorstva me nek način zaznamoval, bil me izziv, ker nekako osnovno izobrazba gradbenika pa umetnostna zgodovina je način učenja je drugačen. Ne. In mi je pa postavil dokaj tako, kako bi rekel, vtisen, močne in tudi jaz bi mogoče začel z enim takim izzivom za vas. Verjamem, da ste imeli kosilo, pa da ste se fajn najedli, pa da malo še mogoče spodbudimo prebavo. Ja. Vas vprašal, to je v bistvu katedrala, ne, sem napisano je zgoraj, gotska. Ampak me zanima, kaj vidite tukaj, kaj je vaše mnenje, kaj je prikazano pravzaprav? Preres, ja, oboki, rebra. Kdo je rekel konstrukcija? No, še deluje, ja, ni vas uspavalo. Konstrukcija, pravzaprav, če pogledate tele stare gotske katedrale, ne, pravzaprav so oni šli in so na nek način dekorirali vsak element, ki je dejansko element konstrukcije. Če pogledamo osnovne konstrukcijske elemente pri njih, ne, tak oboki, kot recimo tale, rebra, potem tile loki zraven, vse je imelo svojo točno določeno funkcijo. Ne. In vidite, da pri obtežbi z lastno težo so se aktivirale določene elementi konstrukcije, pri obtežbi z vetrom, pa ne drugi konstrukcijski elementi, drugi elementi konstrukcije. Aha. V bistvu tako, da to, kar mi danes smatramo, ko ogledujemo stare katedrale kot nek estetski princip oziroma estetika, ki nas deluje, pravzaprav združeno oboje. En zelo tak sofisticiran način, ki je mogoče danes skoraj da tuj. In ne vem, ki je Jošt, on je gradbenik, pa spodaj, no. To v bistvu je ušel, ker že na prejšnjem predavanju sem mu dal nalogo, da naj razloži razliko med statično določenim in nedoločenim sistemom, ker to je pri katedrali bilo dobro naravno, to je statično določen sistem, recimo, ne. Je kakšen gradbenik med vami mogoče? Znam noben javor. Ti moram prej vprašati. In to je zanimivo, če pogledamo, da v bistvu so bili vsi ti aspekti upoštevani. Zdaj pa, če pogledamo tole, recimo, se napisal sodobna arhitektura, kakor pač imenujete, kaj pa vidimo tukaj? Imaš dobrega občutka sploh. To je res, kar tega občutka, to je neravnovesje. Kot drugo pa, če pogledamo tako iskreno, je pa še vedno konstrukcija, če smo pravzaprav pozorni. Ampak kaj zdaj pa razlika v teh dveh konstrukcijah? To pogledamo, to je v bistvu, če zdaj pogledamo na materiale, ki je bilo že danes govoreno o njih. To je beton, armirani beton. Večinoma bi rekli, da je pač beton naravni material. In pa potem so tudi vsi te lepo ekološke zveneče imena, ekstrudirani polistiren, ekspandirani polistiren, tudi naravni material, ker so s folije, ker so z nafte. In v bistvu ni merilo samo od česa je pravzaprav material narejeno, ampak tudi njegova energija, ki je vložena v njegovo izdelavo. In poleg tega pa tukaj imamo beton, ki ima tako berglo, v bistvu to armatura. Tako da že prej stojen omenjal železo in elektromagnetno polje, vse skupaj. Pravzaprav tukaj dobimo pa eno neko, še vedno recimo na pogled je to iskreno stanje, iskreno do materialu, ker je prikazana nekako na nek način konstrukcija, ki pa je pravzaprav samo to, gola konstrukcija, če gledamo. In zdaj, če torej naredimo primerjavo, ki sem zdaj že naredil malo naprej, poleg tega, kar sem omenil, je tukaj tudi še ena razlika. Če vidite, je tukaj poudarjena vertikala, tukaj je pa poudarjena horizontala. Ta premik od konstruiranja v gotiki pa do današnje horizontale, ki veste, kaj mi rečemo, ko gremo v horizontalo. Najboljšem primeru, da gremo počivat, spat, nismo aktivni, najslabšem pa, ko smo v zadnji, verjetno še redki ekoloških ovojev, to je v krsti, ker je zasanje. In ta prehod se je dogajal postopno preko renesanse, ki je nekje bila še v Norvežiju z vertikalno in horizontalno, baroka in zdaj pa v tole sodobno horizontalno, kjer res nekako nas tudi sama arhitektura, pa tudi materialni način, kako je zgrajena, nas nekako uvaja v pasivnost. Če jaz pač sem statik in med ostalim in ko projektiramo konstrukcijo, včasih dobimo nek input, se pravi, imamo arhitekturo, razponi so takšni in takšni, obtežbe določimo glede na materiale in potem iščemo dejansko material, iščemo les D30, C30, lepljen les GL38H
In govorimo vedno o številkah. Se pravi, mi imamo les, čeprav imamo les, ga imamo kot številko. To je tak številka, to je les z temi karakteristikami, ki nam mora ustrezati. Se pravi, ne izhajamo iz tega. Imam, ne vem, borov les, ne, takšen na pogled, kaj lahko naredim z njim. Imamo obratno pot. In potem tudi pridemo od tega, da na mesto, da recimo govorimo o tej, ko sem zdaj govoril o lepenih lesovih, pa o lesu, pridemo do jeklenih profilov. Zdaj pa malo še naslednji izziv, ne. Kaj pa tole? Lepo lesena fasada je, recimo na tej fotografiji, vi mogoče vidite z te strani poslova videti, ima celo lepo naravno patino, ne, niso je zaščitili. Pa pa je to naravna gradnja. Zdaj pa, če pustimo še obliko, ajde pa rečemo, da smo tako popustljivi, pa rečemo, da obliko pustimo, ker je stvar posameznika. Manjši en drug ima ena druge take elemente imajo te, zato konkretno vem, ker sem bil zraven in se tudi pofotografiral. Da to včasih tisto, kar vara, ne. Če bila tista prejšnja arhitektura sodobna, še iskrena, ker je imela svojo konstrukcijo vidno na zunaj, tam se videlo pač, armirani beton njega ne skrival. Potem pa prijemo do gradenj ekoloških, naravnih, ki imajo pa mnogo takih jeklenih profilov. In to ne izpostavljam nobenega pač izdelovalca, ampak takih pomagal je dosti, ne. In to pa ne samo pri, dobro, to je tudi vidno, recimo, malo slabša slika, tudi pri recimo v konstrukcijah lesenih, ki človek ne je pričakoval, da so neki veliki razponi, da bi pričakoval, da je en jekleni profil. In konkretno tukaj recimo njegova umestitev, tu je, če vidite, pa tu je pravzaprav po eni strani meni kot statiko malo nenavadna, zato ker nekih vertikalnih obtežk ni, se pravi, za kar so ga uporabili. So ga uporabili kvečemo zaradi teh horizontalnih sil, ki jih povzroča streha, ne, ker tiska zunanje stene navzven. Ampak te rešitve se dajo komod rešiti drugače, recimo to je lep primer, kjer so potem to vidna natezna sidra, kot se mi reče, oziroma natezne vezi. Edino, kar mi je sumljivo, je tukaj tale zdimenzioniran jeklena zaplata, kjer so odmiki vijakov od roba malo premajhni. Ampak dobro, to je že stvar detajlov. V bistvu je tudi gotska konstrukcija imela znotraj oken te vidne in skrite jeklene vezi. Tako na nek način, če utemeljujemo nek material iz zgodovine, ga tudi tukaj lahko najdemo. V bistvu, kaj pa je en tak drugi še element pri teh jeklenih delih, jeklenih nosilcih v lesenih konstrukcijah oziroma v hišah z naravno gradnjo. Jaz sem zdaj ne tako dolgo nazaj imel primer enega objekta v Avstriji, ki ga je arhitekt načrtoval kot objekt z prefabriciranih panelov z bal. In je bilo seveda tak daleč je bil že gradbišče narejeno, da je bilo v bistvu betonska plošča bila narejena in potem je bila še meni predana objekt v izračun, statični izračun in definiranje konstrukcijskih delov delavniške načrte. In takrat smo ugotovili, da pa zaradi nekih želenih strašno velikih ne razponov, ampak konzol, se pravi nadstreškov velikega nadstreška za avtomobile, les to ni zmožen prenesti. Se pravi, da bi bilo v začetku zastavljen napačen pristop pri taki obliki in smo morali vključiti jeklene nosilce. Zdaj, investitor pa arhitekt nista bila pripravljena, da bi dobetonirali temelje, da bi imeli ti jekleni nosilci svoje ležišče. Morali smo jeklene nosilce vključiti na doslanati panel. Kaj to potegnilo za sabo, je pa to, da so toplotni mostovi, kjer lahko pride do kondenza na stiku bale in jeklenega nosilca, jih potrebno preprečiti, se pravi toplotni most jeklenega nosilca z temeljem, zunanje strani s fasade, potem je ta jekleni nosilec prebijal zgornjo pastnico tega elementa. Se pravi, smo potegnili nas ene ogromne detajle konstrukcijske in tudi gradbeno fizikalne, ki jih je bilo potrebno reševati. In, prosim? Če ste to z gumo, s čim drugim reševati? Z gumo se ne da v bistvu reševati tega, ne? Ker vi morate imeti potem temperaturo v bali in v jeklu enako. Ker če ni tega, potem seveda pride do kondenza, tako kot je Stojan te govoril. Tako da potem so morali toliko zamakniti tale XPS, tale jekleni steber not v balo, da je bilo dovoljšna debelina XPS-a. To je pa ta ekspandirani polistiren, ki bi se zelo trd, ima dobro izolativnost, ampak je pač popolnoma umetno material. Mislim, ne spada v naravno gradnjo, za moje pojme. Pa tudi na stiku s temelji in tem jeklenim profilom je bilo potrebno dati XPS, ker ima edino ustrezno trdnost, da prenaša obtežbe dol. Potem pa je bilo težava s fiksiranjem stebra na temelj, recimo take majhne stvari, ki se potem kar se nalaga. In
In to je tako, v bistvu je projektiranje, če sama beseda pove, mi nekaj delamo projekcijo, neke ideje v izvedeno stanje. Ne? In to je razmišljanje za naprej. Pričemer se v gradbeništvu, tako že v projektiranju, kot tudi v izvedbi soočamo, je pa, da moramo reševati stvari nazaj. Ne? In to je tako, kot rečemo, epimetejski način razmišljanja. Poznate zgodbo o Prometeju pa Epimeteju? Malo za pokosilo, da malo se da še. V bistvu je Prometej ukradel ogenj bogovom, ne? V obliki bakle in ga prinese ljudem svetlobo. Ne? In Zeus je bil zelo jezen in se hotel maščevati. In je ustvaril Pandoro. Za ustvarjanje Pandore je vzel najlepše poteze od vseh boginj, ki so bile takrat tam. In je poslal Pandoro z ne skrinjicom, ampak z amforom, to je napačno interpretirano, je poslal Prometejevemu bratu Epimeteju. In Prometej je povzoril Epimeteja. Karkoli pride od Zeusa, ne sprejmi. Ne? On je predvidel naprej, kaj se bo zgodilo. Ne sprejmi, ker bodo problemi. Ne? In Zeus je v to amforo dal največja zla sveta. In Epimetej je prišla Pandora k njemu in seveda on kot pravi moški videl Pandoro in seveda mu je dal amforo in on kar je to odprl. Ne? In vsa zlatega sveta so prišla ven. In potem še tistega, ki je ugotovil, kaj naredil in rekel, kaj pa zdaj. Ne? In to je tisti efekt, ki je dostikrat na gradbišču. Ne? Nekaj se prije do problema, kaj pa zdaj. Ne? In to tudi je to, poznate risanko. In v bistvu je pa zanimivo, da to ni konec zgodbe o Prometeju. V bistvu je potem hitro zadelal amforo. Ne? In eno zlo je ostalo not. Kaj mislite, kateri? Upanje. Se za dve vprašanji. Ljudje imamo vedno dosti upanja. Kak je tiste zadnje prišlo ven? Ne? Drugo pa, zakaj upanje zlo? Če zopet prevedem, da ne bomo se oddalili od konstrukcij na dogajanju na gradbišču, ne? Dokler je na gradbišču upanje, da se bodo detajli rešili, ne? Takrat je slabo, ne? Ko dejansko upanje odide, takrat je pa tisto, ne? Kaj zdaj narediti, ne? In temu pravi pa Goethe konstruktivna resignacija, pravzaprav to Sokratov vsi omenihil scire, vem, da nič ne vem, ne? Takrat, ko veš, da nič ne veš, takrat pokliče izvajalec nadzornika. Nadzornik pokliče vodjo projekta pokliče statik pa ne mora nikora poklicati, ne? Pa mora Ja, tako je v bistvu to pogosto na gradbišču. To bi bilo fajn, pravim, da se pri načrtovanju kakršnekoli objekta se poskuša že takoj vključevati vse te aspekte, tako kot je Stojan prej razlagal, da se vsede takoj že z strojniki, z električarji. Tako je tudi nujno, da se ne govorite zaradi, ker sem jaz statik, pa da bi se delo rihtal, ne, ampak zaradi tega, ker je to dejansko pač nujno, da se potem ta objekt dejansko lahko izpelje kot objekt naravne gradnje, ne pa kot neka sinteza raznih elementov. V bistvu sem jaz na nek način tudi prišel te produktivne resignacije, ne. Lahko bi nadaljeval tako bolj kot ne v monologu, ampak jaz sem pričakoval, da vam mogoče malo več tukaj gradbenikov, pa mogoče se pa tudi vi sami ukvarjate z čem takim, da bi mogoče zdaj, ker na nek način ta pregled, ki nam ga zdaj dopušča naš čas in tudi obseg, ki je precej velik teh konstrukcij, lahko vsakdo mogoče od vas, ki ima neko gradbeno znanje, naredi doma z nekim pregledom po internetu. Ampak kar pa nimamo doma, je pa to, da smo tu vsi skupaj. Nas 50 in sigurno lahko eno stari 49 marsikaj pove. In če ima kdo od vas kakšne izkušnje s katerikoli načinom v tej gradnji, vas vabim, da se pridružite, pa da bomo imeli preglede teh konstrukcij, da kar poveste svoje mnenje, zakaj se vam, katera prednost vam zdi mogoče določenega sistema, katera slabost, tako da bomo imeli malo mogoče bolj interaktiven način komunikacije oziroma predavanj. Samo da ne boste predolgi, ker potem mene, kako bi rekel, organizatorji bodo rekli, se pa nisi ti predaval, ne, da to nadomestilo ne pripada. Jaz bi v bistvu, potem bi najprej mi nekako pregledali, bi vam predstavil lesene konstrukcije. Najpogostejše 3 načine gradnje lesenih konstrukcij. Okvirna konstrukcija, skeletna in masivna lesena konstrukcija. Predvsem med okvirno in skeletno dostikrat prihaja do zamenjav, kar se tiče, kako bi rekel, samega ločevanja, kaj je okvirna in kaj je skeletna. Masivna konstrukcija, to je, boste videli iz preteklosti, že precej znano, zdaj pa se je tudi na nov način malo preobrazila na nek način.
Potem bomo imeli lesene konstrukcije s polnilom, to je lahko opečni izdaji kamnito polnilo ali pa ilovica slama. Pri tem bomo obravnavali konstrukcije, ki imajo konstrukcijsko polnilo, se pravi ne toplotno izolacijsko polnilo, tega moramo ločevati. Ker to, kar je vstavljeno, recimo konoplja ali ovčja volna, to ni konstrukcijsko polnilo, to je samo toplotno izolativno. Konstrukcijsko je pa tisto, ki na nek način sodeluje pri prevzemanju obtežb. Potem pa se bomo še malo dotaknili, koliko pač časa masivne opečne gradnje, ker na nek način je, ne na nek način, pa to je tudi gradnja, naravna gradnja. Edino pričakoval sem, da bo to na začetku povedal več o butanih objektih, pa jih ni, mogoče se bomo, če bo interes, lahko tega tudi kaj malo dotaknili. Bom jaz potem več kaj ločil. Ti imaš to? Ja. Aha. Ne ogromno, ampak dotaknil se bom. Nimaš pa jumbo ball, recimo, ne? Tudi imaš? Dobro. Vredno. Tako da... Vem, na kaj se omejiti. Kaj mislite, tole je princip gradnje? Kateri od tistih sistemov? Napisano naš okvir. Ja. Tole je okvirna konstrukcija. To je izdavstven. To je princip konstrukcije, ki mogoče ga poznate če ste na ameriškem filmu, če bil kakšen, pa so prikazovali postopek gradnje. To je lahka konstrukcija, on je gradil na ta način. Kar mogoče tukaj opažate, so tele diagonale tukaj, ne? Te zavetrovanje, to je začasno zavetrovanje. Samo za čas gradnje. Bom pozneje tudi bil en primer, ker sem malo na to pozabili. Ta konstrukcija nujno rabi neko oblogo, obojestransko. Imamo več primerov pač zaradi zavetrovanja, ampak kar pa tu pride lahko do problema, je pa tisto, kar mi je že en del teksta ukradel, drugič bom pred ta ukradel. Pomen lesa, tudi v takih konstrukcijah, čeprav je to tanek les, ne? In to so recimo elementi, v bistvu 5x20, 5x8 celo, ali kaj takšnega, ki so postavljeni na določenem rastru, ne? Enakomernem rastru ponovadi. In mislim, da celo ta je, določene stene so zaprte z OSB ploščami. In tukaj še toliko bolj pomembna ta kakovost lesa, ne? Če zapremo mi vlažen les z OSB ploščo, vemo, da je precej parozaporna, lahko pride do neprijetnih dogajanj v lesu, kakšnih plesnot in teh stanj. Naslednji primer je skeletna konstrukcija. Tu sem nadal ene primere, zopet stari skeletni konstrukcije. To je tudi dokaj star način gradnje. Mislim, da najstarejša hiža, ki še stoji, je 1133 leta z Essexa v Angliji, Nemčiji, nekaj 1300 pa nekaj leta so še ohranjene, ampak predvsem tiste z zapolnilom, ker kot vidite take, tu je nekaj zavetrovanja, so bile potem polnjene z mešanico ilovice, slame oziroma raznih elementov. Zanimiva je pa ta z konstrukcijskega stališča, tukaj vidite, tu pri vseh teh se pojavlja v tem delu členek. Ne? Se pravi, da obtežbe špirovcev strehe hočejo potisniti stene navzven. Pri tem pa tudi tvorbe členka ni, ker je enoten element. To je pravzaprav princip gotskega loka. S tem so oni še z dodatnimi zunanjimi oporami. Bistvo, kar je nasploh pri konstrukcijah, da poskušamo obtežbe usmeriti čim bolj v tla. Pri obtežbah lastnih teže, se pravi elementov, ki so vgrajeni, pa obtežba snega, to ni nek problem. Problem so horizontalne obtežbe, ki so vetrovi, pa tudi potres. Zato, če imam tudi en primer pozneje, če pride do poškodb pri lesenih konstrukcijah, je to pogosto zaradi premajhnega oziroma slabega zavetrovanja ali pa zavetrovanja na napačnih mestih, kjer ne prevzamejo konstrukcija te horizontalne obtežbe. Najlažje boste ločevali skeletno pa okvirno konstrukcijo, potem, če zapomnite, imate podobo v glavi slovenskega kozolca. Kozolec je skeletna konstrukcija. Tu imamo en skelet, v bistvu je tudi nek način skeletno, ampak pravi okvir, ker je sestavljen iz manjših enakomernih okvirjev. Tukaj imamo pa močnejše masivne elemente v obliki nekih soh, ki pa vidite imajo nujno zavetrovanje, diagonalno, bodi si v obliki teh raznih ročic, kot je recimo tudi tukaj imamo narejeno.
ali pa tudi v novejšem času, ko pa to moti zaradi arhitekturnega oblikovanja, pa se lahko to tudi jeklene zaplate. Recimo tiste, če ste že videli tako v obliki T ali pa je kdo med vami že imel kakšne izkušnje? Nazaj. Ima kdo med vami kakšne izkušnje z tema dvema tipoma, želi kaj pripomniti, prednosti, slabosti? Dejansko je ena prednost okvirne konstrukcije, tiste prejšnje, je, da je lažje postavimo. Tukaj so elementi težji in je težje z njimi jih je obvladovati. Pri leseni konstrukciji, pri okvirni konstrukciji pa to gre dokaj preprosto, ampak so pa tam tisti element potrebno reševati, se pravi obloge. Kaj vzeti za oblogo? Če vzamemo lesno vlakneno ploščo, je vprašanje, ali je njena togost v smeri ravnine zadostna, da prevzame horizontalne obtežbe in strige in tako naprej. OSB plata pa ni več naravna. OSB plošča pa ima sicer, zdaj več nima formaldehidov, lepila so tudi pri masivnih ploščah, so poliuretanska, samo tako kot je stran del, dokler ne gori. Ne. Ko pa gori, pa je vprašanje, kaj vas bo prej, ali ogenj ali pa hlapi. Malo karikirano, ampak ja, plin. Večina je zanimivo, da se okvirne konstrukcije se na nek modificiran način se uporabljajo pri gradnji zbal, pri panelih, medtem ko pa še večinoma najdete pri lesenih konstrukcijah skeletne konstrukcije. Kaj bi rad mogoče še tudi izpostavil, to je tukaj sicer na kozolcu vidno, ampak ni to, mislim, da vam naprej tudi eno sliko, ja ne, je možnost, je razlika v višini oziroma v poteku teh vertikalnih elementov. Vidite tukaj, da vertikalni element poteka pač do nekega nivoja, tukaj pa ga tele povezniki horizontalni ne prekinjajo. Sem toliko za razlago, v bistvu nekaterim govorijo, da ja, če daš tudi pri gradnji zbal, če daš med vertikalne nosilne elemente desko, da to pomaga pri zavetrovanju. Horizontalni element, kot je deska, recimo pri zavetrovanju nima. Nek ima, ampak ima zanemarljiv vpliv. Potrebna je diagonala ali pa obloga tista, ki zadrži ta moment. Tukaj vidite, kot sem rekel, da je potekal ti nosilni stebri do vrha. Ne? Tam naprej imam en prikaz, tudi tukaj, to so vse primeri skeletne gradnje, ne? Z takim dokaj zavetrovanjem, mislim, da je to tudi zaradi naklona strehe, to je Nemčija. V primeru, da vi prekinete nosilni element, kot imam tukaj narisano. Vidite, tukaj sem narisal letnice oziroma pač potek vlaken, ne, v lesu. Dobite tukaj v eni smeri, tu so v tej smeri, pa še seveda svojo smer. In ker, tako kot je Stan ugotovil, ne uporabljamo sušenega lesa, pa bi ga morali na konstrukciji, pride seveda do deformacije. Seveda se les deformira glede na potek letnic. In tudi vidite potem deformacije v različnih smereh. In če imamo gor kontaktno fasado, seveda pride potem do deformirana oziroma razpognjena fasadi, če prezračevanja ni problem, tako da recimo je boljše, to pa je zopet ta način, kot tudi Stojan omenil prej njegovo prednost, da dobimo lahko lesene elemente sušene z manjšega prereza in ne prekinjamo recimo teh vertikalnih nosilcev, s tem, da uklonska dolžina je potem, oziroma višina je zmanjšana s tem, ker tile stropniki primejo dejansko, to je vse pogled, nisem imel pogled na konstrukcijo. Samo pri tem pa moramo tukaj v stropu narediti zavetrovanje v horizontalni smeri. Ker tukaj, kot vidite, je dejansko tu nek poveznik, tukaj pa v tej horizontalni smeri. Če se vrnemo nazaj, ja, to je tak primer, kjer potekajo pri skeletni konstrukciji nosilci do vrha in se nekako te medetažne konstrukcije se pripenjajo na nosilce bočno, oziroma na način, ki jih ne prekinjajo, lahko tudi se obesijo s kakšnimi kovinskimi elementi. Pri tej konstrukciji pa je zavetrovanje narejeno recimo samo v določenih poljih. Ni pač v obliki, ker pač sodobna arhitektura včasih zahteva določeno odprtost elementov in potem imamo tukaj prostor za odprtine. To smo šli. Ja, tu je pa nekako prikaz sil pri zavetrovanju. Ne? To je primer znova, kjer je zavetrovanje uporabljeno na izmed sredinskih polj, lahko je to tudi večkrat, v skrajnih poljih je skoraj da najboljše, ampak to je pač prikazano na ta način.
in vidite, da prenos sil, da nekako se poskušajo potem te horizontalne sile spraviti v temelje, v obliki vertikalnih sil. Prej sem govoril o strigu oziroma o vplivu vetra, horizontalne obtežbe, tukaj prikazano, kaj pravzaprav je tale strig oziroma kako pride do teh deformacij pri horizontalnih silah. Ne. Tu imamo eno steno, ki je oboje stransko obložena z nekim materialom, ki prevzema togost v tej smeri, tu pa je tak en okvir, recimo, ki tega nima. Ne. Vidite, da pride do deformacije v smeri horizontalne sile in to se zgodi na takšen drastičen način. To je, verjetno je to ameriški princip, ker je lesena konstrukcija, tudi to zgoraj je lesena konstrukcija. In kar je tu pri tem objektu je to, da je relativno velika masa v zgornjem delu konstrukcije. Tukaj je lesena neka okvirna konstrukcija, zavetrovanje je bilo uporabljeno, tudi neka obloga je bila, ampak kar po mojem mnenju je bilo tukaj kritično, vidite tole, to so bile garažna vrata, če niso še tudi na tej strani. In samo ta površina oziroma ta del teh strižnih sten je za celotno konstrukcijo s to obtežbo, v primeru horizontalne teže pritisnilo je z tiste strani verjetno, je premala površina za vetrovanja, da bi lahko pravzaprav ta objekt pri tej obtežbi obstal. Tukaj je bil potres, ali pa? Možno je bil potres, možno pa tudi, da kakšen močnejši veter, tudi ker imajo v Ameriki te vetrovanja. Pretanke nogice so imeli. Ja, pretanke nogice, ja. Na visokih petkah. Za ilustracijo, mislim, tako, od vetra se ti zdi malo čuda, da bi to za ilustracijo, kakšni pritiski so lahko od vetra? Od vetra? Ja, odvisno, če me vprašaš pri nas ali pa v Ameriki, z Amerike, ne vem, ne? Kakšne so tam, ker v bistvu se pri nas, zdaj, če se... Pri nas je na povprečna hiša, recimo, če rečemo, ne vem, tok je stena, pa če prije veter, ne vem, je to koliko. Koliko kilo kvadrat pa kaj stena? Mislim, pri nas je tak, da imamo zdaj, upoštevamo Eurocode standarde, kjer se izračun na streho pa na steno dela ni po celotni steni, pa po celotni strehi enak. Razdeljenje na segmente. In je nekje, recimo, tam tudi lahko 2 kN po kvadratnem metru v določenih območjih. To je 200 kg. 200 kg kvadratni meter. Ja. Če je 10 krat 10? Je 100. Krat 200 je 20 ton. 20 ton na steni. 20 ton je lahko pritiska od bočnega. Ja. Mislim, lahko je več, ampak potem se mora konstrukcija temu prilagoditi. Toliko več, ker ni samo tu zavite moče, vam to malo je varljivo. Vedno govorimo o teh zavetrovanju, pa o strižnih stenah na zunanjih stenah. Ravno tako ima funkcijo, če imate tudi prečno steno, pa v njo zdate zavetrovanje, mislim, morate, ne? Če to nek velik razpon, ker če tudi pride do drugih, do tega nabočenja oziroma do uklona konstrukcije. Ne? To je pa primer skeletne konstrukcije s polnilom. To je tudi primer iz Nemčije. Kot material za polnilo je lahko uporabljeno več različnih materialov. Ja. Lahko je to opečni material, kamniti material, lahko je tudi tako eno zanimivo, to ste moče že videli pletenje vrbovo, pa je samo umetano z ilovico. Lahko pa je tudi, to pa tudi bom pokazal pri nas projekt, je pa tudi, da je mešanica ilovice in slame. Tukaj sem pa še zdelo lepo izpostaviti detalj popravila tega, kako recimo to avtentično se naredi s lesenimi čepi, kjer je verjetno prišlo do kakšnih poškodb lesa, verjetno bolj kot nekih fizičnih poškodb zaradi kakšne vlage ali česar takega. Ne. Tako da te konstrukcije, pravim, kot sem že omenjal, letnice, te konstrukcije imajo dolgo življenjsko dobo ob pravilnem načinu projektiranja, izvedbe in tudi uporabe. Kako se pa to, v primeru potresa, se zdaj to polnilo prijeme kot obremenitev na to leseno konstrukcijo? Ja. To je velika obremenitev. V bistvu je problem v tem, da se ta polnilo ne aktivira v smislu, da bi pomagalo pri potresni obtežbi, pri stabiliziranju v sled potresne obtežbe. Ja. Teža je, ne?
teža, ja. V horizontalni smer. V Nemčiji pa je ni potresa, ne? Vse velike gradnje. Zato mogoče se to nekaj misli. Možno, ja. Da se ta podnebja. Ampak ta princip je posod zahodne evropske kulture bil raznešen, temu se pravi drugače tudi predalče po slovensko. In to polnilo je zato, ker ne dovoli deformacije upogibov teh vseh predalov iz lesa. Tako da, če bi prišlo tako velike sile, da bi se to zaprobalo upolniti, bi potem pritisnilo na opeko in ta opeka bi seveda to vzdržala oziroma iloca. Do tega ne pride nikoli razen ekstremnih primerih. Če bi pa to bilo vse napolnjeno, tako si prej rekel, ne, z neko mehko volno, bi pa to lahko neke deformacije se pojavile in bi znotraj na momentu prihajalo pred razpok. Porušilo se pa nikoli ne. Tako je to vprašanje recimo pri slami. Za vetrovanje. Ja. Tako je vprašanje je tudi pri slami. Kdaj slamo upoštevati? Pa v kateri meri? Kot da pomaga pri tem uklonu vertikalnih elementov, ki pri uklonu, do katerega ne pride zaradi potresa, ampak zaradi recimo obtežb, normalnih obtežb in kdaj ne. Zvolite. Kaj pa ta naš sistem te lesene gradnje z ilovico in slamo, ko je pač leten, tipičen za naše kraje, no? To je pa ta objekt, nisem ga imel. Zdaj ga bom predstavil, pa vam povem na njem. Pa ni nobenih razpok, recimo stavba iz leta 36, lesena konstrukcija, 15, pa vmes, pa ilovica pa slama, pa umetano. Super, nobenih. Se pravi, ta način je bil... Največkrat so razpoke ali pa izogib razpokam in tem težavam razlog pravilno simetrično uravnotežena arhitektura in raznosko težb. Zato pri normalnem projektiranju, kjer ni nekih tako postavljenih hiš, ne, ampak tako postavljena hiša je vse v redu. Če hoče imeti pa tako hišo postavljena, ti bo pa prej začelo koliko pokati, nekaj pa gležno. In tu je bistvena razlika med tem ene drugo statiko, ne. Tole zdaj, vajno vprašanje zdaj povežem na tem primeru. To je ena hiša, kjer je, vidite, je to na nek način bolj okvirna kot skeletna gradnja. In sem vas upozoril prej, na tiste mene prvotnih slajdov, na tiste diagonale, kjer so začasno zavetrovali konstrukcijo, ne, med gradnjo. Tukaj tega niso naredili. Streha, se tu mogoče ne vidi tako prav, ni simetrična. Naredili so konstrukcijo, brez tistih začasnih podpor, ker so hoteli vstavljati mešanico slame in ilovice. In so pač, takrat v tem primeru je to moteče, ta zavetrovanja diagonale, streha je bila čez zimo pokrita, začeli so z gradnjo spomladi, jeseni so pa pustili takšno stanje. In do spomladi se je hiša, zaradi pač neenakomerne obtežbe strehe, se je zamaknila. In potem so z enimi gurtnami, so vse skupaj španali in so koliko toliko hišo zravnali, da so potem lahko vstavljali not tole mešanico ilovice in slame. Pomembno za tvorenje oziroma netvorenje razpok pa konsistentnost materiala je tudi ustrezna mešanica. Takrat so tam to dolgo preizkušali in v bistvu, ko so gradili in ko se je posušilo, je prišlo do odstopanja od teh lesenih elementov samo za 1 milimeter. To je to opisoval, da je že to tudi problem, ne, ampak konstrukcijske smislu ni tak. Zaradi tega, ker deformacije, v bistvu se računajo pri statiki, neke deformacije so vedno pri lesenih konstrukcijah upoštevane. Imamo mejno stanje uporabnosti in mejno stanje nosilnosti. Mejno stanje uporabnosti je tisto, kjer so te deformacije moteče in te deformacije so manjše, kot jih pa dejansko pri mejnem stanjem nosilnosti les prenese. Tako da v bistvu, če prije pri tem konstrukciji do deformacij 1 mm, bo se takrat se že to polnilo aktiviralo. 1 mm je normalna deformacija vsled nekih obtežb dolgotrajnih, recimo kratkotrajnih snega in do te deformacije pride. Ampak tukaj se to polnilo aktivira. Drugo je pri obtežbah, kot je potres. Takrat pa to polnilo več ne zmore, deluje dejansko kot obtežbana konstrukcija. Tako da v bistvu se je potem ta objekt še umetal, da so tudi te milimetrske deformacije zapolnile in zdaj nekih več deformacij ni. In zaradi tega ta objekt, to je zdaj že 5 let od tega in je v redu, funkcionira. Tudi tista hiša
z 36 leta že funkcionira. Ravno zaradi tega še posebej, ker vedno so tudi pri tisti, ko sem vam prej kazal, pri teh, dostikrat je prezentacija tega objekta samo z temi elementi vidnimi. Dostikrat je to vse metano, tudi les, in je potem samo pobarvano, da kaže tisto strukturo lesa odznotraj. Ravno zaradi tega, zaradi teh mikrorazpok in dejansko našega drugačnega načina življenja, kot je bil prej. Prej je pač bilo tako, da je malo pihalo, ni bilo 22 stopinj prostoru, in nekako ni bilo problem izgube energiji. Pa še plesnilni. Prosim? Pa še plesnilni. Pa še plesnilni, ja. Drugač bi še jaz nekaj dodal tukaj. Doskrat je problem, kot je že prej že Stojan omenil, ko se ugrajuje svež les. In potem les se usuši in se pojavijo razpoke. To je ena stvar. Druga stvar, ali se pa uporablja, da ni prava mešanica med glino in peskom. Ni pravo razmerje in potem je taka zmes, hoče več vode za obdelavo in voda se skrči in se izhlapi. Piluca se pa skrči in spet pride do razpoka. Če smo še malo pri prednostih in slabostih posameznih konstrukcij, tista skeletna, okvirna konstrukcija, recimo tam nekih mas toplotnih ni, tako kot je, mislim, da je to ali stoja nekateri od tih dveh omenja. Medtem ko pri takih konstrukciji, kjer kombiniramo les in neko polnilo, za toplotno maso, tukaj pa imamo tisto, da lahko v bistvu, ko se enkrat tole ogreje, se lahko odprejo okna, se prezrači in se zapre okna nazaj in v bistvu temperatura v zraku bistveno ne pade, zaradi tega, ker imamo tople stene. Tako, to je pa prednost, recimo, je pa s tem ogromno dela. To, ko se je izvajalo, to je ogromno ročnega dela, to se z opažom gradi, ampak to debelina tega stene ni enaka debelini stebra. Tukaj se pač steber oziroma soka se je zamaknila navzven, na zunanji nivo, medtem ko je pa odznotraj, je pa še enih 30 cm te butane stene, tako rekoč. Se pravi, da tudi eventualna špranja, ki je nastane ob stebru, ob sohi, ne gre do notranjosti. Ostane zunaj. Koliko je še notranjega zidu potem dodatno od lesa? 30 cm je še. Koliko pa je steber? Stebri so tam 16-18. Ker v bistvu to bo moče on imel pri butanih stenah je nekje 60 cm je neka minimalna širina, kot neko toplotno izolativnost, ker ilovica ima slabo izolativnost, ima pa dobro maso, in da se doseže nek normalni pogoj za življenje, za bivanje. Zdaj prejdemo od teh skeletnih na masivne konstrukcije. V bistvu so to primeri brun, nekako smatramo to bolj za severnjaški, za nordijski način bivanja, oziroma gradnje. Imamo tudi ime je tako, to je švedski način, kjer imamo te take polkrožne zareze, da se vpada bruno v bruno. To je en D način, se mu reče, kjer imamo z notranje strani bruno ravno, zunaj zaobljeno. To pa je tako en že sodobni princip, kjer imamo z CNC strojem izdelana bruna in so potem spoji taki, ki dejansko, ker problem pri starih brunih je bil kakorkoli, vidite, so bile te špranje. To se včasih potem so jih mazali z tlačni so razne odmaha do ilovice, do vsega možnega. Je pa ta konstrukcijski princip, recimo, kjer rešuješ na nek način zavetrovanje, masivnost gradnje, z določenega aspekta konstrukcijsko je ustrezanje problem za gradbeno-fizikalnega stališča. Se pravi, izolativnost. Če računate po gradbeno fiziko, vam nobena konstrukcija z brun ne bo ustrezala po izolativnosti. In zato so pač potem potrebne na notranji strani izolacija, pa na notranji, da videza ne kvari. Tukaj vidite nekaj principov izdelave brun z širinami sten, da pa niso neke široke stene. Tu pa je potem primer take lesene, take brunarice z Goričkega. V bistvu redko, da pri nas v Prekmurju ni bila ta izdelava iz brun tako pogosto, ampak se vseeno našlo eno, ta je po mojem mnenju nekaj med leti 30 in 40,
Zgodb po njej je dosti, pa naj bi celo naredil Plečnik, ko je preurejal Cerkev na gradu, bolj verjetno, da je bil nek njegov učenec. Dejansko ima določene tako zanimive arhitekturne elemente, ko imam še tudi ene detajle spoja brun, ki je bil zopet bistvo dejansko samo nekaj brez muznikov, bruno na bruno. Je pa z notranje strani umetano oziroma malo se njo opaž. Se pravi, da so ugotavljali težavo tega prepihovanja oziroma teh reš na stiku. To vidite, da so bile samo stropniki, so samo puščeni čez. Je tudi zanimiv detalj mogoče, ne, tak da se ta nek raster se tudi na fasadi ohrani. Stropnikov, potem pa seveda še špirovcev. To pa je ena takšna, v bistvu provokacija mogoče zopet, ne? Ker mi si brunarice se vedno predstavljamo kot tak nek honka stil, pa ta švedski, ne, in sem pa našel en tak objekt, ki je zanimiv tudi zaradi, ta je v Nemčiji, ki je zanimiv tudi zaradi nečesa drugega. V bistvu, ja, tak je sestava. Tukaj je kamnito, ne? Potem imamo pa bruno, nekaj tudi krivljenega lesa. Je pa en princip gradnje tukaj, upoštevam, kar je bistvo, kar mi zdaj pogovarjamo o materialih. Ne? Jaz verjamem, da ima vsak naravni material ima v sebi neke svoje naravne omejitve. To so razponi, to so upogibne trdnosti, če jih prevedemo v jezik statike, drugače je pa to neka razmerja. Če mi ta razmerja naravna pri gradnji s temi materiali upoštevamo, se bo to odslikovalo tudi na nivoju celotnega objekta. Tam, kjer pa seveda imamo te kompozitne konstrukcije, armirane betone, tam pa prije potem do tistih, kot ste omenili, da bo skoraj padlo, da ima občutek, da moramo hitro podpreti. Ne. Je pa še ena druga stopnja potem upoštevanja naravne razmeri, naravne gradnje, je pa tisti element, ki ga predvsem arhitekti morajo vključevati. To pa dejansko je, da prebiva v tem človek. Ne. In človek je prebivalec treh svetov. Ne. Fizičnega, duševnega in duhovnega. Fizičnega obravnavamo mi vsi tukaj, to so materiali, njihove karakteristike, lastnosti, se pravi statične, gradbeno-fizikalne, elektromagnetne. Potem je tisto, kar nam je tako fajn, ne? Ko primeš ilovico, kako je to lepo, to je ta čutni, čustveni nivo, ne? Spodbuja nas neka čustva. Duhovnega nivoja se pa ne zavedamo. Ne? V bistvu smo tak, če pravimo, da sem prejevalec treh svetov, smo s tistem samo tako mogoče, niti ne z eno nogo, ampak tak z enim glavom smo mogoče. Ne? In to je pa ta arhitekt je pa poskusil naravni gradnji, ekološki gradnji, to je za imen je ogromno, ne? Organski gradnji, dodati še tisto v bistvu, kar jaz menujem, da je to človeška gradnja. Ne? In to je mogoče naprej pogled, je zelo tako vznemirjujoča stavba in te knjavi nek način, te zašiljene elementi, ne? Tukaj je nekaj, kot da je razsuto, to je grozno, ne? V bistvu, ne? Ampak dejansko je temelj v materialnem, ne? To pa posega v tisto zgornjo duhovno plat, ampak kar je drugo, to je princip te tričlenosti, v vertikalni smeri in v horizontalni smeri. Ne? Zdaj ne rečem, da je potrebno v principih konstruiranja posnemati gotiko, ker danes nismo gotski človek, gotski človek je dojema materiale in bivanje drugače kot mi. Nismo pa tudi tisto, kar je bilo tam pokazano na tistem primeru, ne, sodobne arhitekture, tudi tisto mi nismo. Ne. Tisto ni primerno za človeka. Za vprašanje, kaj je, poskusi so, ne, v eni in drugi smeri, glede materialov jih že delamo, se premikamo v to naravno gradnjo, glede oblike pa nam najbrž še marsikaj manjka. Ne. Z masivne gradnje Brunaric je prišla nekako, ne prišla, ampak mogoče je samo navidezno podobna ideja, so pa masivne plošče. To so masivne lesene plošče, ki imajo, če gledamo tehnične superlastnosti. Togost, vetrovanje dejansko rešimo, tudi požarna varnost je zelo dobra, ampak je zopet vprašanje, recimo za tako, kot je domen, ne? Če to še naravna gradnja ali ne. On je delal z okroglicami, še tisto je bil les preveč obdelan, da bi ga naredil z njega pravokotni peres. Tu pa je dejansko narejena plošča, ki je stisnjena v različnih smereh. To pomeni tudi tale KLH, Kreuzlagenholz, Crosslem, in to so imena za te plošče. Je pa dejansko njihova postavitev ni te vlage, ne? To je bil sušen les, postavitev je hitra, z tudi tehnologija sidranja na temelj je dorečena, imamo
recimo strižna sidra, ki prevzemajo to strižne, pa tudi dvižna sidra, ki tukaj lahko pride z uporom stene in njihovo rotacijo do nevarnosti dviga od temelja. Skratka, razvila se je tehnologija za njihovo uporabo, samo zdaj pa je opet vprašanje, komu je kaj namenjeno oziroma kdo si kaj želi. So lepila. Lepila so poliuretanske lepila. Pa veste, če obstajajo kakšna z naravnimi lepili? Za konstrukcijske elemente ne vem, če je. Pa ena plošča, ki so že blane, Prosim? Del slovenske firme, nekaj patentira. IQ Wood ima muzničeno, pa brez lepila. Ja, imaš varianto, ima bom zničen brez lepila. No, potem pa je... Obstaja še od Tome v Avstriji, to matalo brez muzničen v bistvu, brez kovinskih sredstev, brez lepil. V Nemčiji na Bavarskem pa je Paul Fritz razvil križne lepljene plošče z lepili iz drevesnih smol, pa so ga že uspeli multinacionalke malo sesut, pa je moral to omakniti s trga. Ampak so razvili in obstaja. Vsaj v bistvu pričakovati je, da bo tudi tu šlo v naravno smer, se pravi, v iskanju nekih sredstev za lepljenje. Zdaj imajo več melamin formaldehid, poliuretana in manj. Ja, samo to je pa zopet formaldehid, ki slapeva tudi ob naravnem, mislim, ob naravnem stanju. Minimalno, kot iz OSB plošč. Ja, pa od pohištva, ne? Ki ga še vedno imamo marsikaj v prostorih. Ja. To je res. Od masivnih lesenih, če prijemo na masivne opečne gradnjo, v bistvu je to klasično žgane opeke konstrukcije, verjetno bolj, ko ne poznate, ne? Se pravi opečne botlake, module. Njihova gradnja zahteva horizontalne, vertikalne, arminobetonske konstrukcije, tudi zaradi časovnega aspekta. Mislim, da imam še 10 minut, ne? Pol smo začeli. Ja. Mislim, da jih mogoče preskočim. Je pa to način, ki je mogoče ne poznate, to pa so sušeni zidaki, ne? Opečni. Mislim, to je njihov način izdelave. Lahko je to na takšnem nivoju, pa tudi malo že bolj filigranske nivoje, koliko pa če je tukaj filigranstvo mogoče. To je njihovo sušenje in potem gradnja z njimi. Zdaj, mogoče se vam to zdi nek eksotičen način. Ne? Samo, da se tu izdela brunoreca eksotična za Goričko, pa sem jo našel na Goričkem. Ne? Tukaj je pa primer, da se vidi ene hiše v bližini Ljutomera stare. In kar me je presenetilo, je bilo, ne vem, koliko se vidi, da ima do tod je bila žgana opeka, se pravi normalni format opečna. Tukaj naprej pa se mogoče vidi, pa je ta adobe, kot ti rečejo, adobe. Je pa bila grajeno z tole sušeno opeko. In v bistvu mislim, da je celo bilo to naknadno, ker če vidite to eno razpoko, jo eni zidaki jo prekinjajo. Se pravi, po mojem mnenju je bilo prišlo do velikega poka in so potem ne vem z kakšnega razloga nadomestili to z opeko sušeno na soncu. Tako da v bistvu, če malo gledamo presek teh konstrukcij v Sloveniji, ne, mislim, imamo vse, ne, vse delano na nek način. Od okvirnih oziroma predalčnih konstrukcij do tudi masivnega lesa, IQ Wood si že omenil, to so če so dobili celo neko nagrado za inovativnost. Tako da mislim, da pri nas v Sloveniji je smo toliko inovativni, željni drugačnega, da tudi te svoje želje po naravnosti ne samo na neko polnila pa na zunanji umet, ampak tudi začnemo prevajati na samo konstrukcijo, na notranjost, ker to je tisto bistvo, kar hišo drži po konci, ne, in ima tudi vpliv, tako neposredni kot tudi posredni na objekt in tudi na samo podobo objekta. Za jumbo bale si rekel, da ti imaš, ne? Omenim jih. Samo nasilnih konstrukcijah. Ja. Kar poveč imaš kaj zapovedati. Ja, sodeloval sem pri 2 poskusih gradnje z samonosilni konstrukciji jumbo bal. To je primer iz Švice, to je arhitekt Werner Schmidt. Bili smo tudi na njegovem predavanju, je imel v Avstriji, v Regensburgu. To sem si zelo dobro zapomnil. Jaz sem tudi precej ukvarjal z gradnjo slavnatih bal, ampak to sem prepustil, nisem ti kradil teksta, sem prepustil gradnjo. Ko je on predaval o tej gradnji samonosni, se pravi, da jumbo bale prevzemajo obtežbo strehe, da ni le same konstrukcije,
je rekel, da če imam bil slabo, se ne bi dobro počutil tako kot polnilo, ne. Da on tisto že, če je, da je, potem tudi on nosi, ne, da ima neko funkcijo, neko odgovornost. Zanimivi aspekt, ne. Jaz sem se sodeloval, pomagal sem enemu prijatelju, ki je gradil na ta način. Sem tudi sam bil pri poskusu, pri zasnovi enega objekta pri nas, od začetka naprej, ne. In bilo je tako, da smo se dobivali s tem, da je mlad par, ki je želel graditi Jumboball. Dobivali smo se od začetka, bila je pa vedno zraven tudi mama. Tako je bila tako velika kmečka miza bila, mi smo bili na tem koncu, ona se je posedla tam na tisti konec. Ne. In vedno je bilo naprej par sestankih, je bilo nosilnost. Ne. To ne more stati, to se bo porušilo, kaj mi izmišljujemo. Ne. Jaz potrpežljivo to ni razlagal aspekte, da pač mora biti tako narejeno, kot mora biti in potem je v redu, se ne more porušiti tako naprej in to je potem nekaj sestankov trajalo, pa bilo v redu, ne bo se porušilo. Potem pa na naslednje sestanke prišla miši pa polhi. To pa gre sigurno, no, to pa gre. Se rekel, ne gospa, to pa ne gre, no. Se rekel, pa vprašal, zakaj pa ne? Zato, ker se bojijo, da se bo porušilo. Potem pa dobim nekaj časa bila tišina, potem pa dobim klic od tega mladega para, da sta kupila eno kmetijo in da ne boste gradila z balom. Tako da ne vem, zakaj bi dejanski vzrok, ampak je pa drugače tudi ta gradnja varna, tudi potresno varna. V bistvu gre za to, da se te Jumbobale, ima pač njihov probleme manipulacija, se pravi, da rabite neko skleščanje, se umestijo na svojo pozicijo, zgoraj pride lesena pasnica, načinov je več potem, da je z določenih španarji, da jo španajo na temelj, tudi na temelju je pasnica lesena s takimi odprtinami za te španarje, ker v bistvu ta bala ima določen svoj posedek, ne, in to se zgodi, traja en čas, pospešiš ga s tem, da španaš, to mogoče 2-3 tedne recimo. Je pa drug način, je pa še tudi, da se daje klena palica skozi konstrukcijo in se potem zgoraj privijači, tako da ta potem pasnica stisne bale preko te vijačene konstrukcije do določenega posedka, ker problem je drugače z odprtinami, ne. Vi ne morate dimenznirati odprtin, dokler ne pride do vsaj delnega posedka, oziroma če že ne končnega posedka. In potem kar gor na to direkt obranite obtežbo strehe. To je mogoče, je to bolj nek egzotika, ne. Zdaj pri nas imamo dosti lesa, zdaj vprašanje je smiselnosti te gradnje, res, če ste entuzijast, pa vam imate trden zakon, ne, potem lahko to poslušate. Drugače pa, odločitev je vedno od pravim, da v bistvu kdor nima, kdor nekako ne, te filozofije oziroma ne čuti se varnega, udobnega v hiši z bal, potem najrajši to ne gradi, ker nima to smisla, da gradimo to z njega trenda. Izvolite. Kako se pa povežejo te bale med sabo? Med sabo se, mislite v vertikalni smeri ali v horizontalni? Obe. Tako eni količki se not pičijo v njih, v tem primeru, če je to samo pasnica, ki se zgurtna in potem se ima temi trakovi napenja dol. V primeru, da pa je klena palica, ki gre skozi, pa količkov niso potrebni. V horizontalni smeri se pa ne povezuje, edino na vogalih se to lešivo, medtem ko se pa gradi, se pa nastavi tako na vogalih opaž, predvsem bolj zaradi natančnosti gradnje. Ker v bistvu ima to neko trenje med sebojno. Ne. Ni tako preprosto, da bi zato v horizontalni smeri ena bala zdrsnila po drugi. Pa obstajajo v naših koncih take hiše? Ena je narejena pri nas, ja, ni. To bolj rečeno. Brmona. Ja, v bistvu je na, ne vem, če lahko povem, no, ampak v Makunovi je en bolj eksperimentalna taka hiša narejena, Jumboball. Jaz se javim, če kdo eksperimentira. Ja, morate vi eksperimentirati, drugi na mesto vas ne morajo eksperimentirati. To sem pa že potem pri koncu. Ja. V bistvu upam, da sem vam zbudil kakšno željo za prometejski način gradnje, se pravi, da razmislite, da si... To imamo vsi želje. Ja, no potem pa... Samo dostikrat gre Prometej malo na počitnice, pa pride Epimetej. Nikoli ne gre to tako. Ampak konstrukcijske napake se pa da vnaprej prilagoditi, oziroma se jih izogniti, ker te napake so pa takšne, ki jih težko popraviš.
Ko smo pa napakah, tudi najpogostejši failerji pri konstrukcijah. Ki se zgodijo? Ja, no vem, zavetrovanje, Kaj najbolj pogosto srečaš v Sloveniji? To je kot prvo je zavetrovanje, ja. Tu nekako ljudje še vedno recimo pri gradnji z bal mislijo, da ko vstaviš balo, da potem je to. Da potem več ne more priti, da balo prevzame te obtežbe. Potem je pa zavetrovanje še, ki je napačno. Narejeno, to se tudi lahko zgodi. Se pravi, ko hočejo nekako improvizirati določene stvari, najbolj varno nekako način je, da pač oboje stransko diagonalno podeskaš, pa še vedno najbolj naravno, ne. Potem moraš pa nek trstično pletenje, ne, ta varianta. Potem so tu še razni spoji lesene konstrukcije s temelji. Tudi vidim, da je dosti napak. Ta konstrukcija se kako potem tudi posledično gradno fizikalno, ker ne upoštevajo tega toplotnega mostu oziroma samega vlaga, ki lahko prihaja na tem delu. To bomo v naslednjem sklopu bolj detaljno obdelali, ko bomo delali. Zdaj z eno napako, zdaj sem se spomnil, da vsi imate v misli, če je streha, pa lesena konstrukcija, pa ste dali nekaj vmes, neke diagonale, da to stoji, da se ne nagne. Če ste to napako že upoštevali, pol pa date gor na streho v pečno kritino, pa je 200 kvadratov strehe. Samo na eni strani. Na vsako strani je 100. 60 kg po kvadratu, 100 x 60 je 6 ton. Če pokrivate najprej eno stran, pa drugo stran, bo najprej to tiščalo v to stran. To treba pokrivati takole. In pri asimetrični strehi je treba to paziti, da krovci ne grejo, zdaj pa to linijo potegnemo, pol pa gremo domov, pa čez vikend, drug teden po drugi strani. Porabiš dve firme naenkrat, kaj? Ja. To so ključne napake, ki nikjer niso v projektu, ne, tudi ukazneje. Ja, gledaj, ampak imamo toliko fušerov, da bo pomaga, ne. Pa še naslednja velika napak, ki se dogaja, pa so vezna sredstva. Recimo, da se nekako tudi, če se hočejo pač ljudje izogniti tem diagonalnim podporam, pa jeklene te profile ali kakršnekoli, to ni vse. Ljudje mislijo, da daš te profil, pa en dijak tu, pa to že drži. Ne. Vezna sredstva je potrebno preračunati. Ne. Ni dobro preveč, niti premalo, ker pač ta konstrukcija se računa na odločeno togost veznih sredstev. In če se to ni tako, kot je izračunano, potem seveda tudi v praksi ne more tako funkcionirati. Tako da je pa tudi recimo, jaz ko računam statični izračun dva načina sta. En je, ko ti delaš 3D konstrukcijo, si postaviš celotno konstrukcijo naenkrat in računaš obtežbe. Potem je pa tako, recimo vzameš špirovec in daš obtežbo na špirovec in reakcije špirovca prenašaš naprej. Tu dobiš dva rezultata, ki nista enaka. Dobiš dober rezultat, boljši rezultat v primeru, če ne računaš celotno konstrukcijo naenkrat, ampak tam ti na nek način idealiziraš spoje in vezna sredstva. In noben tesar nikoli ne naredi spojev tako, kot si ti računal. Daneski verjetno tudi ne more. Če pa delaš posamezno element vsega posebej, pa dobiš malo slabše vrednosti. Se pravi, resnica je nekje vmes. Teda, ko ljudje mislijo, da statika je to v bistvu, da ti daš, imaš podatke, obtežbe, vstaviš not, dobiš ven, tako da ne vem, v mlin daš not, zrnje pride ven, moka, ne veš kaj vmes, ni tak. Potrebno je upoštevati mnogo faktorjev. Još si namerno zamudil, ker sem povedal, da imaš domačo nalogo za statično nedločen podločene sisteme razložiti. Ne čakal za na konc. Ne čakal za na konc, pa je čakal, da bo že pol in da več ne bo časa, tako da bo to naslednjič. Če ima kdo še kakšno vprašanje? Samo nekaj zanima, se vi rekli, statiko bo to računate. Če skeletno konstrukcijo vi zrišete, pa statiko zračunate pač za les. Zakaj se pol ne, mogoče vi, eni statiki se pač ne prilagodijo pol dimenzijam lesa na tržišču. Pa on da statikom zračuna, pa da, ne vem, 16 ali 14 na 7. A tega ni, je 8 ali 10, ne pa 9 na 9. Tega ne moreš dobiti. To je fejst problem, To je res, jaz še nisem videl, mislim, jaz še nikoli nisem svoje statiki 7 na 14 definiral, je pa možno... Zdaj češ problem, ampak 9 povem, da je definiral, pa tako je 15, ne vem, 16, pa izven serijske mere so. Pač gre tako, koliko bi statika se zračunala, toliko je test, kaj bi preneslo, to bomo dali noter. To je res problem, ker potem recimo arhitekt na to dimenzionira določene stene, odprtine, določene in potem potegne to za sabo več. To ne bi smelo biti tak, ne vem zakaj to. Če se potegne pol velike za sabo, ker zdaj pa ti
les moraš poiskati, oziroma ga moraš prav žagati, da moraš neke zemlje, če bi hotel dobiti. To je res, ne vem zakaj tako. Meni je všeč ta princip, tako kot je razlagal Stojan, recimo, da se sestavljajo. Ne? Imaš, ne vem, 8x20 in potem probaš z teh dimenzij sestaviti tako pokončne elemente kot horizontalne elemente. Ne? Kjer potrebuješ, daš 2, 1, 3 mogoče, ne? In potem imaš dejansko samo eno dimenzijo, ki jo naročiš in pripelješ in nekako tako kot leokotske slaviš. In če rabiš dimenzijo, ne vem, dvojno dobrino, kaj pa? Lepeno? Skup zašraufaš. Vjači se. Dvojna palca, pa plata. To je bila, ja. A pa kar mnogo lesni vjaki. Pridem.